Pozdravljeni, dragi gledalci, moje ime je Gerard in danes vam povedal zgodbo o 3 popotnikih sodelavcih. Zgodba se dogaja v bližini Faleje, vilinskega mesta, v vilinski deželi in vedno nastopajo 3 osebe. Osebe se med sabo poznajo, so sodelavci, vendar niso tesni prijatelji. Prva oseba je vilinec z imenom Gerard, torej jaz. Izučil sem se za klerika, torej imam mogočne spele, s katerimi lahko v trenutku poškodujem nasprotnika, mu zasejem strah v kosti in ga naredim neumnega. Sem izjemno močen po spelih, telesno pa sem malo bolj šibek. Drugi popotnik je prav tako vilinec, imenovan Sil. Je rok, tat in je skoraj neslišen. Zna se neopazno priplaviti v sobo, ukrasti stvari, pobegniti in zelo težko ga je zaznati. Ima izjemno dober posluh, sluh, voh in vse ostale čute. Je izjemno dober tat. Tretji popotnik pa je gnom. Zelo rad poudarja, da to ni škrat, ampak je gnom, torej drugačna rasa. Je pol manjši od ostalih vilincev, torej od ostalih 2 popotnikov. Samo ima velik meč, je močen, zdržljiv, ima se za mogočnega bojevnika in ne govori svojega imena, torej ne vemo njegovega imena. In zgodba, kot sem že omenil, se začenja v okolici mesta Faleje. Mi 3 popotniki smo se zbrali, ker nas je poklical nekdo, da ima za nas nalogo. Zbrali smo se v krčmi in obiskal nas je bradat moški z sivo brado. Ugotovili smo, da je to svečenik boga smrti. Dal nam je nalogo, naj gremo v bližnjo vas, katere ime sem že žalost pozabil, in tam raziščemo, kaj se dogaja. Dogajalo naj bi se nekaj čudnega. In če je možno, naj to čudno stvar tudi poskušamo zaustaviti ali pa vsaj omejiti. Ta gnom, ki je po izobrazbi bard, kar pomeni, da ve epike, ki jih noben drug ne ve, zna pripovedovati oziroma peti o stvareh, ki so dogajale stoletja nazaj, ki so že skoraj pozabljene, vendar jih on obuja za svojo čarovnim petjem. In ima tudi zelo veliko karizmo, kar pomeni, da se on vedno pogovarja za službo in vse ostalo. In uspel nam je izgovoriti plačilo 1500 zlatih kosov, kar pomeni 500 kosov za vsakega, kar je odlično. In uspel nam je tudi izgovoriti denar, ki smo ga dobili za potovanje, torej vsak je dobil že takoj 100 zlatih koščkov. Torej v bistvu smo že zdaj precej bogati, čeprav še sploh nismo začeli z nalogo. To se je zgodilo v soboto zjutraj. Ko smo šli iz krčme, smo se na poti ustavili še na trgu, kjer je naš bard, katerega ime ne vem, kot sem povedal, noče povedati svojega imena, torej ga bom zdaj naprej klical bard, čeprav bard ni njegovo ime, ampak je samo njegova izobrazba, njegovo preživljanje, torej kaj dejansko dela v življenju. In ostali smo se na trgu in bard je lepo zaigral, kakšne pol ure je zaigral in zapel o eni davni epiki, ki se je dogajala ravno v tisti vasi, v katero mi gremo. Seveda je za to zaslužil čisto nekaj malega denarja. Pozabil sem že točno koliko, mislim, da 2 zlata koščka. Kakorkoli, opoldne smo se odpravili. In odpravili smo se po poti, pač normalna pot. In zgodilo se nič čudnega ni. Dokler se nismo otaborili za noč. Izbrali smo si gozd, ker se mi zdelo ostati na cesti ali ob cesti precej nevarno. Na eni strani ceste je bil gozd, ki je bil še na začetku redek, bolj, ko si pa šel v gozd, bolj gozd je postajal, torej pač bolj večja goščava, ok? Na drugi strani ceste pa je bila ravna ravnina, travnata ravnina in tam se nam ni zdelo pametno prenočiti, zaradi tega smo šli v gozd. Zakurili smo ogenj in Gerard, torej jaz, sem prvo noč stražil. Nisem mogel prav spati, vedel sem, da če ne bom spal,
bom pol nenaspan, ne bom se mogel tako učinkovito bojevati, ampak vseeno hotel sem stražiti, ker nisem mogel spati. In sred noči se mi je zazdelo, da čutim blizu neko tuljenje volkov. Nisem zdelo nevarno, ker volkovi, če že napadajo svojo žrtev, ne bojo prej tulili, preden jo bojo napadli, zaradi tega pač nisem zbudil svojih sopotnikov, sem pač stražil naprej. In čez tako uro sem videl v temi neke drobne rdeče pikice. In nisem bil pripričan, kaj je, dokler nisem opazil še drugih dveh. In sem presvetilo, ojoj, to so volkovi, to sta dva volkova. In ker pač je bila to prva noč, sem raje zbudil svoja dva sopotnika. In ko je naš Bart pogledal, je videl v daljavi še enega, torej bili so trije. Kar je bilo nepojmljivo za mene, ker sem dejansko spregledal enega. Torej, zdaj smo ugotovili, da smo sred noči, ogenj še gori, ker sem ga jaz konstantno vzdrževal skozi celo noč, torej ogenj še gori, ampak napadli nas bojo trije volkovi, ne? In najprej se približata dva. Na desni strani ognja je stal sin, na levi strani ognja je stal naš Bart, za njima sem pa stal jaz, torej mene volkovi direktno ne bodo napadli, kar je bilo ravno fajn, ne? Zaradi tega, ker klerik nima ravno dobrih bojevalnih sposobnosti, ne? On pa izjemno močne spele. In zaradi tega je desni volk prvo napadel sin, levi volk pa napadel Barta. Tisti volk je napadel sin, je hotel vrizniti, vendar se mu je uspela umakniti, napela je svoj lok, vendar je njena puščica zgrešila. Naš Bart, torej gnom, je udaril volka in razgrešil, volk pa je uspel ugrizniti njega in ga precej poškodovati. V bistvu je krvavel iz roke in tudi tu na ledvici je bil precej ugriznjen. Nato je sin uspel ubiti tistega volka, ki jo je napadel. Jaz sem seveda dal, jaz sem umiril roko za svojim speli in zaradi tega lahko dosti bolj natančno zadela in seveda zadela volka, ga ubila in je prišla pomagati našemu Bartu. Skupnimi močmi sta ga končno premagala. Jaz sem med tem seveda nisem bojeval, ampak sem samo pomagal svojima sopotnikoma, ker pač nisem bojevalni klas. In z skupnimi močmi smo torej končno ubili še drugega volka. Ko je tretji volk videl, kaj se je zgodilo s prvima dvema, je pobegnil. Nažalost je bil naš Bart poškodovan, zaradi tega se nismo mogli tisto noč nikamor premakniti in smo pač morali pretrpeti ob ognju. Zdaj, upali smo, da nas volki ne bojo napadli še enkrat, ampak na srečo je bilo mirno do jutra. Zjutraj smo zakrpili našega Barta. Jaz sem mu celo castal spell na njega, s katerim sem mu pozdravil rane. Seveda nisem uspel pozdraviti vse rane, ker je bil precej ranjen, ampak uspel sem pozdraviti nekaj. Nato je sin uporabljal še svoj skill zdravljenje in uspeli smo ga pozdraviti tako je bil na začetku, torej brez poškodb bil praktično. In tukaj se bo zaključil prvi del zgodbe, zgodilo se še ogromno naprej, ampak to boste videli v naslednjem videu. Adijo!